Jaz sem doma od Svetega Gregorja. To je nad Sodražco, ne? Ja, nad Sodražco, pa Ribenca je na drugo stran, pa Velike Lašče. Pa tam je bil doktor Krek doma tudi, ne? Krek? Ja, evangelist Krek. Kdaj ste bila rojena? 26. leta, 28. novembra. Kako je pa vaše rojstno ime in krstno ime in priimek? Oblak Marija. In ste živeli na kmetiji, verjetno? Ja, na kmetiji. Kako je potekalo življenje v vaši mladosti? Je kar bilo. Jaz sem bila ta četrta otrok družine. Nas je bilo 9, 7 fantov, pa 2 deklete. Ste bili kmetje doma? Kmetje. Ata je imel prej lesno trgovino. Po 30. času, 30, ki je bilo 1930, tam je pa nekako bila ena kriza, čez nekaj let, takrat je popustil lesno trgovino. Potem smo bili pa samo, vse pa samo kmetiji posebej. Ste dobro živeli? Ne, tako je bilo kar v redu, mislim. Ni bilo kaj posebnega, pa ni bilo, manjkalo nam pa tudi ni nič. Kaj ste pa v šolo hodila? K Svetem Gregorju. Je bila to ljudska šola? Ljudska šola, majhna šola, samo dvorazne redna. Tam je bil Krek rojen tiste hiše. Kako je potekalo šolanje? Se kaj spominjate pouka? O ja, imeli smo samo učitelja, to učiteljico. Prve dva razreda je učiteljica učila, pol naprej je pa učitelj. Pa smo imeli samo do popoldne 4 ure, druge pa popoldne. Prvi razred se je začel popoldne, drugi je bil dopoldne, zjutraj, pol pa tretji, druge pa tretji sta bila skup, pol en leto, tretji je bil sam, četrti pa peti pa spet skup. Pol pa ponovna šola, so rekli, je bil pa šesti, je bil še sam, 7. pa 8. pa spet skup. Kako je bilo življenje na vasi v Svetem Gregorju pred vojno? Lepo. Ste vsi hodili v cerkev, verjetno, ne? O ja, gotovo. In tako smo se lepo zastopili s sosednico. Je bilo lepo, samo otrok pa ni bilo tako, so bile samo 4 hiše. Na hribu, visoko smo bili. Pa se je graben imenovala vas. Pa so bile 4 hiše, skup, pol so bile pa še na vsako eno stran še 2, ki so spadali pod našo vas, na drugo stran pa samo ena hiša. Pa tam v eni hiši so bili 2 hišah, tistih, saj se jim je reklo, kaj že 2. Tam so bili samo stare ljudje. Brez otrok? Brez otrok, sta bili samo dva, mislim, sta bila vsac. Kaj pa potem, ko je začela vojna? Ste imela 15 let, so prišli Italijani. A kaj se spomnite tega? O ja, takrat je bilo pa, ko so prišli Italijani, pri nas je bilo najhujše s partizani. Tudi, ko so bili Italijani tam, so pa k nam prišli partizani. Pa že prej prav zgodaj so k Svetem Gregorju prišli z ponoči v trgovino, pa v gostilno. Saj smo imeli samo eno trgovino, pa eno gostilno v Fari. Pa so prišli, da so zaupili roke v ves, pa so mogli vse stati tam in so pa pobirali s trgovine. To je bilo še prej, kot se je kaj drugega začelo. Polijak so pa Italijani prišli, pa ne vem glih točno, kdaj so partizani zasejali Sodražca, pa pri nas tudi vse. 42. spomladi, ne? Morbiti je bilo 42. spomladi.
tako da so Italijani jako hodili bombardirati. So odraščali, so bombardirali, pri nas so pa tudi streljali. Pol pa tudi partizani so streljali, so pa spred nas še hiše napadali na cesto, ki so šli kolone. Tako da streljo smo imeli precej prestreljen. Kako je pa vaš oče gledal na Italijane? Vaši doma, kako so gledali na Italijane? Vse smo enako gledali, nismo jih radi imeli. Vseh pri nas ni bilo drugač dost. Pri nas niso bili Italijani dost, so nas bili prepustili partizanom. In kako se spominjate vi partizanskega delovanja v Sodrašci na Svetem Gregorju? Kako bi opisala te čase? Hude čase. Najprej so bile Novakovo, Ivanko Novak, ki je meni Birmo navezala, učiteljica je bila v Sodrašci. Zakaj so jo ubili? Zato, ker nisem mogla moža dobiti, Franceta Novaka. Pa je bila noseča, že skoraj pred porodom. Pa so ubili jo, pa zakopali. Se je šli pol odkopa domače, pa so dobili pismo. Je imela pod obleko skritko, ki je pisala svojemu otroku, da ne more biti rojen, da bo se skup šla na drug svet. Kako so domačini reagirali na te umore? Pri nas je bilo hudo. Pri nas ni bilo partizanskih ljudi dost. Mislim, da vse Fariče so bili 4 družine, da so bili sodelovali z unom. Maja 42 so tam pri Sodrašci pobili tudi nekaj ciganov, Romov. O ja, Se vi spomnite kaj tega? tiste so bili, so bili malo pred pri nas, tiste cigane. Aha. Pol se jih pa v Travno gor pobili. Ja, pa se enim kamionom, z avtobusom vozili na morišče, ne? Ne vem, tiste... A vi ste jih videla, te cigane? Cigane sem videla, ampak ne glih pred smrtjo. Prej sem jih videla. In po vašem mnenju, zakaj so jih pobili, tiste cigane? Ne vem. Ne veste. Pol pa četniki so bili tudi nekaj tednov ali morda mesece pri nas. Tisti pa že bil poletje. Poleti 42, ne? Ja, vem, da smo kosili, da so še grabiti pomagali. Četniki. En duhovnik, Tone Šinkar je bil z njimi, on je grabil pri nas, ja. Ampak niso pri nas stanovali, pri nas noč kuhni so samo kruh pekli. Drugače so bili pa pri Starem gradu nad Otmirkom. Veste, kje je? Vem, kje je. Tam gor so živeli, so bili. Pa vas niso nič maltretirali, četniki? Četniki? Ja. No, so bili prav prijazni ljudje. Prav prijazni. A ste jih domačini sprejemali? Ja, takrat smo jih se niso bili dolgo. Aha. Pa kar so tako, tudi so se plačevali, kar so vzeli. Četniki so plačali? Se plačevali, ja. In kako so vaši sosedje, vaši starši gledali na umore teh Slovencev, vaših rojakov po teh vaseh, ki so jih partizani pobili? Hudo je bilo. Enkrat, Atov bratranec je bil prav med prvim, ki je bil ubit. Pa on je bil na on je bil spurkač pri robu. Tam nad robom so purkače. Zakaj so ga ubili? Ne vem. Ni nišče nikoli povedal, glih zakaj so ga samo ubili. Nismo nikoli zvedeli, verjetno je bil proti njim. A je vaš oče šel v vaško stražo? Oče ne, ampak bratje. Vaši bratje? Ja. Oče, pol, ki so prišli Nemci, ni bil doma. Pri nas ni bilo pol nobenega moškega doma. So si fantje domobrance? Prosim? So šli fantje domobrancem? Tudi pol, ja, pravzaprav tako hvaški straži so še ne prvi. Moj brat, ta starejši, je bil študent
je končal gimnazije, pol se je popisal za farmacijo. Pol pa takrat ne me zdaj v šolo, je pa rekel, je tako malo fantov, bom kar prvaške straže ostal doma. Je bil prav tak dober človek. Tako no, jako smo bili prijatelji z njim. Gospa, kaj je pomenilo za vas? Kako bi vi opisala vaško stražo? Kaj je bila vaška straža? Stražili se, pazili se, najprv so hodili. Gospod Krisanc je prišel z Gorenjske, pa je bil pol pa na župnišče. Je bil begunc, ne? Pred Nemci. Ja, pred Nemci. In so ga pol fantje že hodili stražiti. Prej ni bila vaška straža odobrena. Saj imeli nekaj jugoslovanskih pušk, Ja. pa so poli kar tako hodili, da Po vasi, gor in dol. ja, tam okrog Sfare, okrog Svetega Gorja. Kje so pa spali oni? So spali v župnišču ali doma? Fantje, Ja. od tam so mogli biti nekje, ne vem kje. A kuhali ste in pa domačini skrbeli za njih? Od tem fantom Ja, našim. vašim fantom. Ja, ja. Ja, no, polek je bila pa vaška straža. Ja. Se pa mislim, tam pa, no, nisem sigurna, ne vem. Ne vem. Ali je domov hodil, se bila samo, ja, ta starejši, pa ta drug brat je bil prvaški straž. Ta tretji, tukaj je bilo doma določeno. Ta prvi je šel študirati, Ja. ta drugi bo imel doma, ta tretjega se pa prav spomnim, ko so ga sprašvali, a če še v gimnazija ali pravi kaj drugega. En organist je rekel, da bi se šel eno trgovino učiti v Kamnik, pa je pol sprejel tisto, da je šel v Kamnik se učiti trgovino. To je bilo pred vojsko. A to je oče določil, kdo bo šel kam? Je to vaš oče določil? Ja, vprašal jih je Aha. tako malo, kaj želi. A mama je imela pri tem kaj besede? O ja, ali ne? o Tudi? ja, ja, skupno sta delala tako. Zame je pa rekel, dom, oba sta rekla, dom šla pa v gospodinsko šolo, pa je prehitro bila vojska. In Ja, potem je Italija kapitulirala, ne? ja, In se spomnite kaj tistih dogodkov, Kulturjaka, pa prihoda O ja. Nemcev? a veste, je bilo pa naših fantov pobitih na Velikem Osovnke. Aha. 24 je bilo tam v enem grobe. Polisa pa nismo vedeli, kdo od naših fantov je tam bit. Smo pa, ne vem, kako so me pobrali dekleta, saj sem bila jaz najmlajša med njimi. Ampak nas je precej šlo, gotovo 6, pa smo hodili, ker na Veliko Osovnke je bilo daleč. Pa smo okoli groba iskali, kdo bo kaj najdel od svojih, pa ena je najdla nogavice, druga ožgano sliko, tako da za tiste smo bili skoraj gotovi, da so tam pokopani. Pa jih niste odkopali? Ne takrat, Aha. ki je bilo, jih je bilo 24, ampak naših je bilo samo 9, naših je bilo 9 z naše fare. Moj brat, ki je bil študent, je bil pa tudi tam obsojen na smrt, ampak ga je en sošolc potegnil ven z vrsti, pa so ga poli vzeli s seboj. Je bil pa na Radliki na Blokah z njim dolgo, do 24. novembra je bil tam. Pol so pa nekaj napadali, partizani, je to pa uvideti, so ga pa obstreljali, so z njim streljali in ga pripeljali nazaj. Tista ženska, ker je bil pa v hiši, ga je pa prav rada imela, je bil tudi njen sin prelegista, tam nekje na Blokah. Je pa eno drugo starejšo žensko prosila, da je k nam prišla povedati, da to je bilo na sredo, petek je pa k nam opoldne prijučne smo bili okrog mize. Pa je tista ženska stopila
Pa je rekla, sem prav prišla Hiljev, se je rekla po domače pri nas pridi. Pa ja, je rekla, mama, kaj pa je? Kaj novega pa hudega. Sina imate tam videga. Pa je bilo ene 3 ure morda daleč od nas, se ne spomnim kako. Joj, je rekla mama, a da je bil nekaj bolej. Mama je pa rekla, joj, ga gremo kar iskat. Pol pa en, ki je včasih služil pri nas, zdaj je bil pa že star, pa kadar ni imel kam pride, je pa k nam prišel. Pa tako da je bil z nami tudi prižen. Je pa rekel, pa jaz grem s teboj. Pa sta ne prijegla tak šuparček, smo rekli pri nas. Tak zapravljivček, voziček, pa kojne, pa sta šla. Iskat vašega brata. In tam so ga tiste ženske. Nobeno oblasi nisem vprašala. Lašček so bili že domobranci. Pa če bi šli takrat lašče, gotovo ne bi smeli takojca, pa kar sama šla. Pol so ga pa tiste ženske so bile pa dobre. Pa rade so ga imeli, so ga poznale, ki je bil nekaj tednov tam. Pa niso mame pustili grobe. So ga vune odkopale, umile, pa v ruho zavile, pa ne usne ložile. Tako da ga mama je šele doma videla, ne tam. In ga je sama pa pripeljala s tem vašim... Ja, pa s tistim, ki je bil včasih. In potem ste ga pokopali doma? Ja, je ležal, so ga predsne mrtvaško, dali so prišlo vedno 6 domov. Pol so sosedje prišli, da so pomagali pripraviti. Pol pa v soboto je ležal, do ponedeljka se niso upali čakati, se to je začel malo plavati, so ga pa v nedeljo popoldne je bil pogreb. Pa so prišli domobranci z velikih Lašč k pogrebi. Pol petek, ponedeljek je bila maša zajga, petek ali četrtek so bili pa že tiste domobranci skoraj vse pobite. Je bilo pa eno izdajstvo, je nekdo prišel notri, tako da je izdal vse in so partizani kar vdrli, da so partizani lahko not prišli. Pa je bilo spet precej naših fantov, kar je še prej živih ostalo, so bili takrat pobiti. Moj brat, ta drugi brat, Tone, on je bil pa zajet tam, ko so drugi bili na osovnike, komandant je pa rekel, gre da nekam drugam, nekaj od grupe so bili pa sem pozabila vas, kje so bili. Je rekel, ampak enega, ko so ga tam streljali, ga je mogel pokopati. Poli so jih pa v kočijo je peljali. So bili pa v kočijo in čas zaprt. No, ja, ni bilo še Nemec v kočijo. Ni bilo še Nemec, osvobojeno zemlje, ja. Ja, pa je bil čas tam. Poli so jih pa peljati za pobit v gost. Nekaj po gozdu so šli, so pa kar naenkrat partizani izginili. Ti so pa, je bilo več ujetnikov, so pa tam ostali, so jih pol pa Nemci zajeli. Tako da so poli pa Nemci v kočijo je pripeljali. Pol pa ne vem, kako so drugi moški od nas prišli v Kočevje. Ata moj je bil v Ljubljani, kako so pa drugi, ker tako da smo pol šli en dan, ženske, žena od enega. Moj brat je rekel, je bil 12 let, star sem ga zdaj poklicala. Sem rekla, če se kaj spomni, kako je bilo. Pa je rekel, ja, nisem bil 12 let, star pa sem jaz fural sosedove kojne, zato ker mi nismo nič več imeli, ne koj, ne voz. Predski je bil brat ubit, ki so skunga, tam so ga ujeli. To je bilo v sredo, pa v petek, drugi petek so prišli pa na Miklavžev večer, so prišli pa k nam. Partizani je bila
Gobčeva je Cankarjeva brigada, zdaj ne vem. Ampak vem, da o polnoči so prišli, pa čez dan smo imeli tudi partizane. Pri nas so v hiši spali, pa so slame nanesli not. Tako pa je bila polna hiša. Enkrat jih je šel v kuhinjo 7 spalo. Pa takrat ne, takrat samo sem ta velike sobe, družinske sobe. Pa ko so zvečer odšli, je rekla mama, jutri bomo pa lahko klali. Ni cel dan več dala Prešiča mest, ko nikla, da bi partizani vedeli, kaj so, ko so jih drugje pobirali. Po noč so pa prišli in so 5 Prešič ustrelili in čisto vse so nam pobrali. Oblejko, žito, pa še tu stric, a Dobrad je imel zadrugo v Sodražici. Pol pa so v Sodražici bombardirali, je pa rekel, toliko imam praznih žaklov, pa jih je škoda, je pa vse domov pripeljal. In so bili pri nas v Kašči, partizani so stopnice kar podrli, so bili že v take slabe, mislim, zdaj, pa so pol žakle dol spuščali. Pa so 4 velike vozove ločili. 2 naša, 2 sosedova. Pol pa z rjuhami še povrh pregrnili, pa prevezali, tako da se ni dol stresalo. Da so se od polnoči pa drug dan do opoldne so bili pri nas. Torej so vam vse pobrali? Vse tudi žlice nismo pol imeli. Kje ste potem živeli? Doma. In od čega ste živeli? Sosedje in fara so bili jako dobri. So vam oni zbrali nekaj? Ja, tukrat kar je kdo prišel povedati, tam imate umaljne, pa pejte iskat. Pol krvavic, krvav klobas, nismo nikdar toliko pojeli, menda kot tisto leto. Ker so klali, so nam koline prinesli. Torej je vladala na vas solidarnost? Prosim? Je vladala solidarnost med vami? Ja, cel fari. A bratje so bili pri domobrancih, vaši bratje? Ostali, razen tega, ki je bil ubit? Ja, no, on, ki je bil v nemški trgovini, ki je bil v Kamniku trgovine, on je bil v nemški vojski. Pa je bil ranjen, je bila velika trgovina in tiste so Nemci preselili v Srbijo. Pol je pa moj ata delal prošnjo zanj, da so k nam prišli. So bili nekaj tednov pri nas, ampak je bila tako velika družina, tako ni bilo toliko prostora, eno sobo so že imeli, pol so pa druge domle. Mora biti par mesecev, da so pri nas stanovali. Saj so bili samo on, gospod pa gospa, pa sin, samo 3 so bili. On brat pa nismo nič vedeli, kako je v nemški vojski je bil. Pol smo pa enkrat dobili njegovo oblejko domov, smo pa mislili, da je ubit, pa je bil ranjen samo. Takrat pa je bil pol v angliškem jetništvu, ob koncu vojne so ga pa spustili. Takrat, ko so bili pa, ko so domobranci prišli, smo imeli pol tudi pri nas postojanko. Od 44. leta spomladi so k nam prišli domobranci. So imeli 2 sobe pri nas tudi. So se rekli, so se bali jeti, ko so rekli na graben ali graben, da bodo šlo kakšen graben, nas bodo vse pobili. Pa smo bili visoko na hribe. Ja, pol so pa od nas bežala, mama, prvi petek je bil. Mama je rekla, pa pedeh mašo, saj ne moramo doma nič delati. Mama je pa kar zamejsila, pa ni mogla dobro peči za kurt. Ampak pol je prišel pa še komandant od Svetega Gregorja, pa je rekel, ja, kaj pa misliš, da čakate, da vas bodo pobili? Pejte, pejte.
Pol se pa samo en tak zapravliček, majhen smo imeli, pa eno prav staro kljuse od nekaj naših vojn ni bilo nazaj. Pol smo pa šli do sosednje vasi, tam so pa imeli enega, tudi enega vojna, pa še nekaj ljudi od unih je šlo z nami. Tako da otroci, tam ali je bil star 16. Moj brat je bil star še ne 6 let, 5 let. Pa nas je bilo 9, pa ta male se ne ložile tisto voziče, pa kar so mogli, kar je bilo tacga, se nismo dosti imeli, da smo se dvoje vzeli, pa z peči je vzela ene 2 hlebca kruha, se niso bili dobro pečeni, so pol še domobrance rekli, ko smo bližu taborišče, da so pol pobirali kruh pri nas v peči, pa da ni bil dobro pet za kurjen. Kako je šla vaša pot potem iz Svetega Gregorja, kam ste šli? Najprej smo predočevali malo pred Ljubljana, so bili ene daljne sorodnike tam. Polej nedelje, pa v soboto smo bili še tam, nedelje smo šli pa čez Ljubljana. Pa smo šli v Cerklje na Gorenjsko. Tam smo bolj pa bili precej dni. Ne vem, koliko dni. Polej smo pa počas šli do Tržiča, čez Tržič gor. Pol pa skozi tunel pa nismo mogli. Po noč smo šli čez gor, čez... Prelaz. Ja, po vrhu, ne vem, kako se je... Ljubelj. Ljubelj, ja. Gor smo šli čez Ljubelj. Nekaj časa smo bili tam pri Svete Ane, ki je bila cerkev pred tunelem, bliz tunela. Nad Tržičem gor. Ja. En čas smo tam stali, smo kar tako zunaj prenočevali. Poleg smo pa prišli čez, je bilo pa nas prav strah, zato so tam že partizani hodili. Do Borovelj, verjetno, do mosta, ne, do Drave. Ja, tam do mosta, enega se spomnim, ki je stal na mostu in moški, pa je rekel, zgubljeni smo. Nam so prej rekli, in pol so še govorili, da bomo šli čez 6 tednov nazaj. Z Angleži, ne? Ja. In potem ste prišli na Vetrinsko polje, kako se spominjate življenja v taborišču? Oziroma tam na Vetrinskem polju? Ojoj. Smo imeli eno cerkno s seboj, tudi za tisto malo ne pili. Ampak za otroke je bilo pa dobro organizirano. Pred so začeli šolo. Pa tudi vrtec, ne, pa je bil, tudi vrtec. Tudi, ja, vse je bilo. Je bilo dosti učiteljno, pa učiteljc, pa duhovnikov veliko z nami, pa tudi tacih izobraženih ljudi, prav dosti. Pa ste imeli dovolj hrane s sabo? Hrane pa ne. Kako ste živeli, od čega? Tam se so malo začeli tam kuhati, ampak je bilo največ konjsko meso, pa kakšno zele, pa tudi črve so plavale po tistem. Pa kruh je bil, se rekli, da so mivko mešali vmes med moko. Pa, ne vem, smo kar nekaj. Kaj pa potem, ko so začeli može in fante vračati oni so rekli, da grejo v Italijo, speljali so jih pa v Jugoslavijo. Kako se tega spominjate? Kako je bilo hudo. Pred nismo vedeli, ampak poli smo pa vedeli, je bil pa tak jok. Ampak moj brat Tone je bil pa malo predranjen, je pa doma ostal, se je pa skrival, tako da je pol še enkrat konec septembra prišel za nami, ali še kasneje. A je prišel na ilegalno čez mejo? Ja. A je kakšen brat bil, so vrnili vaše brate nazaj? No, ker on je bil že prej ubit, 43 leta. Ja, eden se je skrival, kaj pa ostalo? Eden je bil v nemški vojski, ne? Ja, pol drug so bili pa vsem mlajši kot jaz. Tako, aha. Ja, torej iz vaše družine ni bil nihče vrnjen? Na. Bil pa bratranc, pa ga ni bilo domov.
je ubit bil pokon pot. En bratranec je pa prišel domov. So bili vsi mlajši nekako, en starejši, drug starejši, pa ni bilo fantov tam bratov na brate, tako. So bili bolj dekleta. En fant je bil, ki je študiral, pa je tiste, je že končal gimnazijo, pa ne vem, kako je bil pisan. Tistega ni bilo domov, pa ne vem, a je bil domobran, pri domobrancu, ne vem, kdo ga je ubil. Ali... Potem, a ste se vi bali, da bodo tudi vas civiliste vrnili v Jugoslavijo? Vi pa vaša družina? Ne, tako se ne vem. Nismo nič mislili, kaj bo z nami. Nismo, smo kar tam, en je prišel k nam, ki je bil en daljni sorodnik, domobranc, pa je mama rekla, da mam po mamine strani je bil sorodnik, je bil Zambrusa doma. Pa je mama rekla, ostane Tone, ostane pri nas. Pa je rekel, kamor so šli druge, grem pa še jaz. Takrat se je že vedelo, da se jih vrača. In on je zginil potem, so ga ubili? Ja, ga ni bilo na kulturu. Kaj je bilo potem z vami, z vašo družino? Kaj se je zgodilo? Mi smo bili tam nekaj časa v Vetrinju, potem smo se pa v špital preselili. Taborišče, Begonsko, ja. To je bila šola, je bil vrtec, delavnice, ne? Ja, vse je bilo, tam je bilo pa vse delavnice. Jaz sem bila pred delavnice za šivajne, nisem prej šivala, glih mašin. Smo imeli doma šivalne stroje, ampak ne da bi kaj več znala, kakor kaj izrešiti. Potem tam smo bili pa tako, da sem pomočniški izpit. V taborišču? V taborišču naredila. Sem bila 4 leta tam. Naši so šli pa domov 44 leta. So pa takrat prav nagovarjali, da ne bi šli domov. Pol pa brat, tisti, ki je bil v nemški vojski, je pa domov prišel. Aha, je mislil, da ste bili doma? Ja, 3 mesece je bil zaprt, pol je bil pa doma. Pa župnik je pisal, pridite domov, tako pogrešam. Je bila majhna para. Ja, seveda. In potem so vaši starši šli nazaj domov? Ja, pa je tam tudi ena mis ruska Angližinja obljubila in rekla, bom prišla pogledat za vame, kako bomo. Pa je prišla pol, ampak ni nič naredila sem. Pogledat jih je pa prišla. Kdaj so šli vaši starši nazaj? 44. leta novembra. Ne, 45. novembra. 45, ja. No. Ne 5, ja, no, 45. smo bežali. 46. potem. Po končani vojni, ne? Ja. Koliko jih je šlo takrat nazaj? Je šlo dosti ljudi, se je odločilo nazaj za vrnitev v Jugoslavijo? Ja, zato ko od nas... Ta propaganda velika, ne? Ja, od nas so vse moški bežali. Tudi starejši moški. Ja, seveda. Je vse bilo tam. In so poli šli nazaj, in ženske, in otroci. Dvosih je šlo nazaj takrat. In kako so ravnali z njimi, ko so se vrnili nazaj? Čas je bilo kar okej, pol se jih pa precej matrali tudi doma. Tudi vaše starše? Ja, mislim, precej je bilo težko pol zajne, ampak pomagali smo jim, pa pol smo enkrat v Ameriko prišla. Koliko vas je ostalo takrat v taborišču od vaše družine? Samo brat Tone. Pa vi? Pa zato sem jaz ostala, saj ne bi šla lahko toliko domov kot Tone, ampak ta pa mama sta rekla. Pri bratu Tonetu ste končala? Ja, on je zgubil oko, po pljuče je bil ranjen, tako da takrat je bil še nekom na bolniški, ko smo bežali od doma. Ja. Pa ga ni bilo doma, v velikih Laščah je bil. Pol se je pa še nekaj fantov, mislim, da je ne 5 fantov, so se pa zgovorili, da bodo v gozdu, da bodo opazovali, kaj bo pol doma. Pa so se skrivali, pol so se pa ustrašili, če bo sneg,
a ne da jih bodo sledili, so šli pa čez mejo. Aha. Tako Torej so prišli oni jeseni šele v taborišče. Ja. In vi pa ste potem ostala v taborišču z Jaz sem bratom? pol pa z njim ostala v taborišču. Pa so bile še druga dekleta od nas. Tako da pol smo stanovali skupaj, smo imeli 8 barake, eno sobo, majhno, pa nas je bilo 8 not. Tone je pa drugi stanoval, s fanti. In čas je v šolo tam hodil, pa je pol iz tistem študentskem stanoval. Jaz sem pa z deklet, z domačim, ampak pol, ko so pa naši odšli, sem se pa v drugo barako me preselili, pa sem bila z našim dekleti od Svetega Grigorja. Ste bile domačinke skupaj? Domačinke, Ste si pomagali med sabo? O ja. Potem so se starši vrnili v Jugoslavijo. Ste imeli kaj stikov s pismi? O ja. So lahko pisali oni vam? Ja. Aha. Ne tako pred, ampak pol pa je šlo, ja. In kdaj ste potem šla vi v Ameriko? 49. leta, maja meseca. Kdo je pa jamčil za vas? Stric. A je bil tukaj? Saj zato mogoče bi prej ostali kaj ampak takrat so zahtevali, da ima toliko premoženja, da lahko garantira za tisto. Pa je rekel, zaenkrat ne morem garantirati več kot za 2. Zato si je pa rekla, da pa mama, pol pa v 2 ostanita. Drugač bi verjetno sam ton, če ne bi bil nenokuslej. In potem sta šla vidva oba s Tonetom skupaj v Ameriko? Ja. Tukaj v Cleveland takoj? Ja, Cleveland. In kako sta vas prijeta tukaj v Ameriki? Kar edino ki so bili pri nas doma, partizan je od tistega moškega. Tista pa je na iste ceste stanovala kot moj stric. Pa prej so bili prav prijatelji, saj je bil striče boter, sine. Ampak, ko me je imela srečati, je šla pa čez cesto. Vas ni hotela poznati? Pa ne, da bi se srečali. Zaradi propagande, verjetno? Ja. So vas imeli za izdajalce, vas, ne? Ja, kaj so. Ja. In potem ste tukaj se zaposlila takoj v Clevelandu? Moj stric kar ni pusto, da bi šla delati. Mi je bilo hudo, sem kar jokala včasih. Samo da sem pri njem. Brat je kopal eno klet, je tam naredil pri strici, ki je zunaj mu nekaj eno mehno hišča. Jaz sem pa od tete malo pomagala, pa tako nič kaj posebnega delala. Pa enkrat mi je ena rekla, ko sem spraševala, da bi šla rada delati, pa mi je rekla, jutri pride tam k avtobuse, pa so že z menoj peljala nedeljo, da bi tam lahko dobila, ker je tista delala. Pol je pa stric rekel, da je še meni telefon. Sem pa ne dala. Je pa rekel, nič jo ne čakajo, ne bo. Tok mi je bilo hudo, pa pol čez nekaj časa, enkrat marca meseca, drugo leto, sem dobila nekje zašivati, pa ni bilo dosti dela takrat, tako da sem bila samo morda 2 meseca tam, pol sem bila podpuščena. Pol je podata sestrična, je pa delala v en take tovarne, ki so delali z avtomobilom. Sem pa tam dobila delo, tam je bilo pa dobro. Pol sem bila pa 7 let tam, dokler se nisem poročila. Pol pa dokler ni bilo otrok. Sem tam delala, pa je bilo dobro. Kdaj ste šla, gospa, potem domov nazaj, prvič, starše obiskati? Prvič sem šla obiskati starše 71. Sta še živa oba? O ja, saj za mojo poroko sta oba sem prišla. Sta bila tukaj? Ja, sta bila tukaj, pa ona dva sta pol pri bratu stanovala, pri mojemu bratu. Pol se je pa še on poročil, pa drugo leto januarja, pa sta bila še tukaj.
oba starša. In ko ste se vrnili domov, vam niso nič komplicirali? Vas niso Takrat več nič, to samo javite. Brat je šel z menoj, da smo se tam javila, pa ni bilo prav nobene zafrkacije nič. Ko sem bila drugič, je prišel ob 7 zjutraj, pa ni pustil nobenega zraven, samo mene je imel v sobi, pa spraševal. Pa zmeraj mi je pripodoval, da je samo prijateljski razgovor. Sem rekla, meni se ne zdi to prijateljski razgovor. Mama je rekla, je skozi vrati poslušala, kaj je go. Pa je se je zdelo, da smo se še kar dobro pogovarjali. Nekako vsega nisem bala. Vem pa, da sem po stopnicah, ko sem šla dol, tako prosila brata, ki je bil ubit, sem rekla, pomagaj me, pomagaj. Pa se mi je zdelo, da je bila res njegova pomoč.